kako vidite, kakšni so trendi v turizmu trenutno? Ja, trendi v turizmu se v bistvu stalno spreminjajo. Največ je od množičnega k individualnem in mislim, da v Sloveniji smo idealna dežela za to zvrst turizma, kajti pri nas, če bi gradili ogromne turistične komplekse, kot je mogoče edini takšen, recimo Bernardin v Portorožu, potem bi našo pokrajino skazili, pokvarili, nihče več ne bi prišel k nam. To se pravi, mi imamo vse možnosti, da gradimo en tak a la carte turizem, ali pa že dolgo časa prodajam nek slogan Slovenija, turistični butik Evrope. To se pravi, v butikih, v majhnih trgovinicah, če prevedemo iz francoščine, prodajati nekaj izbranega, dobrega, izvirnega in ne kopirati, ampak izkoriščati vse tiste fine stvari, ki jih imamo mi, in mislim, da veliko, predvsem mladih ljudi, izobraženih ljudi, gre v to smer. Poleg tega pa seveda je tudi klientela, ki prihaja k nam, vse to tudi sposobna plačati, kajti vse tisto, ki je izbrano, je malce dražje. Vedno se iščejo zgodbe nekaj več, se pravi, ni več dovolj samo zidovje, vedno je zgodba kulinarike, vin, zagovarjate lokalno, slovensko. Absolutno, pri kulinariki in vinih smo tudi dosegli to. Zdaj moramo mi še zvito prodajati zgodbe naših lokalnih okolij, včasih tudi zgodovine, ki ni 100% slovenska, kajti plemiška gospoda v Sloveniji je bila v glavnem tuja, vendar pa bi lahko v bistvu izkoristili vsaj celjske grofe, ki pa so bili slovenske krvi, ne. In mislim, da bi lahko naredili v tem smislu tudi kakšno televizijsko serijo, ki bi jo gledali tudi onstran naših meja. Kajti Srednja Evropa je bila včasih povezana in marsikdo ne ve, da se je dogajalo kaj pomembnega recimo tudi v Sloveniji. No, zato ste vi vsekakor pravi, tudi da kakšno zgodbo še nadaljujete. Kaj imate pa recimo v načrtu novembra, decembra? Kaj se dogaja mogoče tudi v vašem društvu? Trenutno ste podelili priznanje občini Brda. No, do zdaj smo bili zelo delovni, zdaj bomo pa malce praznovali. Mi moramo recimo v smislu s tem, kar sem prej povedal, spodbujati lokalno kulinariko in seveda tudi enologijo. In okrog Martina seveda se vrti vse v Sloveniji. Bili so celo poskusi in mislim, da bi to bil praznik, ki bi ga res vsi Slovenci spoštovali, da bi Martinovo bil državni praznik. Tam se ne bi ločevali na desne in leve in ne vem še kakšne, ampak bi vsi Slovenci sprejeli to kot resnično pravi slovenski državni praznik, ker ne bi bilo nobene ideologije. Morda ne bi bili zato tisti, ki so proti alkoholu, včasih neosnovano, kajti če ti zmerno piješ in to resnično dobra vina, ki jih Slovenci imamo, to ne vodi v alkoholizem. Ob vinu je seveda, oziroma vino je ob hrani in pri nas ga, hvala Bogu, tudi davčno tako tretiramo, da je to hrana. Mislim, da s tem lahko največ ljudi pritegnemo v Slovenijo, ker en od osnovnih motivov za potovanja je prav gastronomija in dobra vina. In zakaj bi mi se trudili in zvažali vina v tujino, ker se zgubimo med velikimi narodi, ampak pripeljimo ljudi sem in prodajmo vse te naše dobrote, kot sem nekoč davno že izumil, v trebuhih, želodcih pravzaprav in kovčkih tujih turistov. Kakorkoli že, jaz mislim, da Slovenija je na tej poti, na pravi poti
in da vse več dobivamo takšnih turistov.